Letos ste se, gospa Mačkova, odločili postaviti jaslice na prostem. Zakaj? Ker smo lansko leto na dolgoletno očetovo željo uspeli ob domačiji med Kodovcem in štalo postaviti kapelo, je potem ta odločitev za jaslice pravzaprav zgolj nadaljevanje tistega, kar smo začeli lansko leto, in ker je pač dokaj primeren prostor in ker jaz sama že celo življenje se ukvarjam s postavljanjem jaslic, ne samo doma, ampak sem tudi kot mladinka, študentka sodelovala dolga leta pri postavljanju jaslic v Župnijski cerkvi v Ljubljani v Šentvidu, je nekako se potem rodila ta ideja. Te jaslice imajo bržčas kakšno svojo zgodbo, zgodovino? Te jaslice, ki so konkretno postavljene zdaj na naši domačiji zunaj, so delo gospe Ane Češarek iz Dolenje vasi pri Ribnici, ki se je nekako pred 20 leti ali nekaj takega začela ukvarjati z lončarjenjem oziroma z izdelovanjem različnih tudi umetniških predmetov iz gline. Sama mi je povedala, da se je tega pravzaprav lotila, ko je k hiši prišel zet, ki izhaja iz lončarske družine in je dejansko takrat prvič prijela glino v roke. In po nekem naključju sem pravzaprav v dar že res, mislim, da skoraj 20 let nazaj prijela komplet jaslic. In potem, ker so pa te jaslice vendarle kar precej velike, je to pomenilo včasih tudi težavo postavljanja, pa sama imam kar nekaj različnih garnitur jaslic, tako da sem se odločila, da pravzaprav bolj sodijo nekam, kjer je večji prostor. Ker pa seveda nisem imela dovolj figur, mi je gospa Ana letos na mojo prošnjo, kljub temu, da je v tem korona času še doživljala poslavljanje svojega moža, naredila še dodatne figure 3 pastirjev in ovčk, da je zdaj pač toliko figur, kot se mi zdi, da je potrebno za tako velik prostor. Glede na to, da so postavljene na prostem, si jih lahko seveda tudi ostali ogledajo? Ja, seveda. Mi tako in tako živimo v Ljubljani, tako da tudi v teh korona časih gotovo ne bomo hodili tja ali pa redko, vsaj srečevanje s sorodniki, kar bi bil pravzaprav namen našega obiska v Laškem in okolici, ni mogoč. Seveda pa lahko kdorkoli želi, tako kot si lahko gledajo kapelo, lahko gleda tudi jaslice. Kaj je po vaše, saj vemo, ampak vendarle je dobro slišati še iz ust kakega človeka. Kaj je sporočilo jaslic? Najprej je to gotovo tradicija, ki, kot vemo, izhaja od svetega Frančiška, ki je začel z postavljanjem jaslic. Mislim, da je ta tradicija na Slovenskem kar zelo zakoreninjena, tudi pri tistih, ki morda niso praktični kristjani. Jaslice pa seveda pomenijo, da se je Bog kot otrok pač podal na ta svet in prišel zato, da nam prinese mir, ljubezen, upanje, vse tisto, kar potrebujemo. V letošnjem letu, ko smo na veliki preizkušnji zdravstveni, tudi psihološki in siceršnji družbeni, imajo jaslice bržčas še kakšno posebno sporočilo? Ja, gotovo. V bistvu letos se srečujemo s situacijo, ko bomo pravzaprav praznike obhajali, doživljali na povsem drugačen način. In morda tudi so jaslice lahko tista naša, če hočemo, domača cerkev, ali pa možnost, da se ustavimo in da tudi v tem
tem nemirnem, negotovem času poiščemo mir, veselje in pa tudi povezanost z ostalimi, ki morda jih ne bomo imeli možnost srečati, jih objeti in voščiti in zaželeti vse dobro.